Pred nami je zdajle eden izmed najbolj ikoničnih hot hatchev vseh časov. Ko pride do pogovora o avtih, ki so z malimi številkami dosegli ogromno, je ta prvi v vrsti zmer Suzuki Swift GTI. Mislim, glej to, 1.3 mašina, pa direkten obrisk. Že takoj, ko pogledaš notranjost, vidiš, da gre za zelo preprost, ampak hkrati dokaj poseben avto. Tisti, ki se res ful spoznate na Swifte, boste takoj vedeli, da so sedeži pa volan v bistvu iz mičkem bolj zgodnega modela. Notranjost je zelo preprosta, pač še zmeraj je Swift v osnovi bil dokaj pocen avto. Poglejmo še pod havbo. V bistvu je na nek način tudi moj S-Coupe hotel biti konkurent temu avtu. Glih tole njegovo srce je razlog, zakaj ima Swift GTI takšen sloves, kakor ga ima. Direkten obris goriva sem že omenil, ampak imel je pa tudi 2 odmične gredi, pa 16 ventilov. Končna moč evropskih verzij 101 konj. A ja, pa tale atmosferc se vrti do 8200 obratov. Dejstvo je, da so danes ti avti tukaj slavni zaradi tega, ker so svoj cajt bili ful pogosti, pa ful pocen. Dobre, tudi da je ročni, ne bom zgubil besed. S tem, da praktično vsak aspekt tega avta je bil mičken dodelan. Glava motorja je optimizirana, vzmetenje je nižje, bremze so tudi izboljšane. In potem se spomniš, da se vrti do 8 jurjev. Tukaj zadev sem slišal glede tega avta. In sem bil tako, ni šans, da je to tukaj dobro, tukaj zabavno. Ampak je. Tale mala škatlica iz leta 95 je brez dvoma eden izmed najbolj zabavnih avtov, kar sem jih kdaj vozil. Ej, pejte ga kupiti, ker če ga note vi gom jaz.